sem prejela tisti prvi klic, sem ga zaključila in dobesedno pogledala svojega moža ter rekla: "On jo je ubil." Takoj sem vedela. Največji strah matere se potrdi, ko je nov mož njene hčerke spoznan za krivega, da jo je ubil v njunem stanovanju na Aljaski, nato pa njeno telo odvrgel v odtočni jašek. Mi, porota, spoznamo obtoženega Zarija Hildebranda za krivega. Imel sem priložnost govoriti z materjo Soraje Barney po razsodbi in jo vprašati o nenavadnem vedenju Zariusa Hildebranda, tako na pričevanju kot izven njega. Moj načrt je bil skriti truplo svoje žene in nato očistiti kri z vzmetnice in okolice. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Mimogrede, če to gledate in vas zanima ustvarjanje vsebin ali objavljate stvari na družbenih omrežjih, se morda sprašujete, kako tako hitro delimo vse te posnetke v vseh teh zgodbah. No, uporabljamo nekaj, kar se imenuje Opus Clip. Opus Clip je urejevalnik vse v enem z umetno inteligenco, ki zelo olajša rezanje, ustvarjanje in nalaganje videoposnetkov na katerokoli platformo. S pomočjo umetne inteligence Opus Clip generira B-roll posnetke, preoblikuje posnetke in celo očisti zvok. Je res enostavno. Samo obiščete opus.pro oziroma opus.pro/sidebar. Prijavite se, naložite posnetek in v nekaj minutah boste imeli popolno urejene izseke, pripravljene za TikTok, kratke videe ali Reels. Opus Clip je resnično vaša enotna rešitev. Imeti orodje, kot je Opus Clip, pomeni, da vam naši producenti lahko takoj posredujejo viralne posodobitve iz sodne dvorane. To je najmočnejše orodje za deljenje idej in profesionalno urejanje. Zato pojdite na opus.pro, poševnica opus.pro/signa, da dobite en teden brezplačno in nato 50% popusta. Pripadnik ameriške vojske na Aljaski je bil obsojen za umor svoje nove žene, ki jo je ustrelil po noči praznovanja svojega 21. rojstnega dne. Porota je Zariusa Hildebranda spoznala za krivega, manjše obtožbe umora druge stopnje po približno 10 urah posvetovanja. Prvič smo vam poročali o tem primeru. Prvič smo vam poročali o Hildebrandu in njegovi ženi Soraji pred začetkom njegovega sojenja. Dali smo vam vpogled v to, kako bo to izgledalo. Vendar smo v 2 tednih izvedeli veliko šokantnih novih podrobnosti o njunem odnosu in še posebej o samem Hildebrandu. Ko se je Hildebrand odločil pričati v svojo obrambo, je bilo to res nekaj posebnega. Pričal je vsem od varanja svoje žene do zaskrbljujočih iskalnih poizvedb na telefonu. Vse je bilo popolnoma razkrito. Avgusta 2023 je Hildebrand prijavil, da je njegova žena, 21-letna Soraja, pogrešana. Par, oba člana vojaške skupnosti, sta se poročila šele prejšnji december. Hildebrand je služil v 11. zračno-desantni diviziji na skupni bazi Elmendorf-Richardson. Soraja je bila članica Kopenske nacionalne garde Aljaske in je služila kot bojna medicinka. Prav tako je delala v lokalni restavraciji z imenom Bread and Brew. In potem pridemo do sobote, 5. avgusta. Odšla sta ven s prijatelji, da bi praznovali 21. rojstni dan Zariusa Hildebranda. Ko pa mu je bil zaradi prevelike opitosti zavrnjen vstop v bar, sta se po navedbah preiskovalcev tožilstva očitno vrnila domov v svoje stanovanje. Naslednji dan, v nedeljo, bi morala Soraja iti na delo v restavracijo, a tja nikoli ni prišla. Hildebrand jo je pogrešano prijavil šele v ponedeljek. V tej zgodbi je bilo veliko stvari, ki se preprosto niso ujemale. Na primer, Hildebrand je trdil, da je Soraja, ko je zapustila stanovanje in se očitno odločila za hojo namesto vožnje, pustila svoj mobilni telefon doma. Toda kasneje so Sorajini sodelavci prejeli sporočilo z njenega telefona, da mora vzeti bolniško. Kako bi torej lahko poslala to sporočilo, če je bila že na poti ven, njen telefon pa je ostal v stanovanju? Po kazenski ovadbi je Hildebrand zanikal, da bi poslal sporočilo, vendar ni znal pojasniti, kako se to ujema s časovnico, ki jo je dal policiji. Oblikovalo se je več iskalnih skupin, v katerih so sodelovali pripadniki vojske, prostovoljci iz skupnosti in Sorajina mama, Meredith Barney, ki se je pridružila iskanju. In imeli smo priložnost govoriti tudi z njo. Zdaj vam bom predvajal ta intervju. Toda tudi sam Hildebrand se je pridružil iskanju. In to je bil še en zanimiv vidik, saj so priče kasneje izpovedale, da ni reagiral na način, kot bi pričakovali od moža v takšni situaciji. In po več dneh je operater drona, ki je prečesaval območje iz zraka, usmeril iskalce kot točnemu jašku. In tam so našli Soražino truplo stlačeno v jašek. Rana od strela v glavo. To bi potrdila tudi obdukcija. Med uvodnimi izjavami na sojenju so tožilci trdili, da sta se par sprla, ko sta se vrnila v stanovanje, domnevno zato, ker je Soraja odkrila, da ima Zarius Hildebrand afero. In tožilstvo je povedalo, da se je prepir končal z umorom.
Zdaj pa je obramba naredila nekaj zanimivega. Priznali so, glejte, Hildebrand, ja, počistil je kri, skril je Sorajino truplo, vendar je ni ubil. Ne, njegovi odvetniki trdijo, da je bil Hildebrand pijan, izčrpan, zaspal je in se nato zbudil ter našel svojo ženo mrtvo zaradi nenamernega, lastnoročno povzročene strelne rane. To je bila teorija obrambe. Zdaj vam bom predvajal celoten intervju, ampak najprej vam želim predvajati samo en del tega. Ker sem se, kot sem že omenil, pogovoril z Meredith Barney, mamo Soraje, in jo vprašal o Zariju Hildebrandu. Kakšen je bil kot oseba, kako se je obnašal potem, ko naj bi njegova nova nevesta izginila in kaj zanjo pomeni obsodilna sodba v njenem iskanju pravice. Večkrat bi se morali srečati z njim, pa se ni pojavil ali pa je imel izgovor. Prišel je trenutek, ko sva s sestro rekli, da greva iskat v gozd. In on je rekel, ne hodita brez mene. Najprej naj vzamem svojo pištolo, preden gremo. In midve sva rekli ne, hvala, bova v redu. Ni treba, da greš z nama s pištolo, prav? Ker sem že imela ta sum v sebi. In tako je bilo vse, kar sva počeli, izhajalo iz tega vidika. In veš, morala sem ostati njegova prijateljica, kaj ne? Tako da je bila to verjetno najtežja stvar. Morala sem poskušati ostati ob njem, da bi se počutil podprtega, če bi kaj ušlo. In poskušala sem se z njim pogovarjati ter mu nuditi podporo. Čeprav nisem zaupala niti eni stvari, ki jo je rekel. Zato sva, ko sva šli s sestro z njim na iskalno akcijo, na neki točki pustili, da naj jo vodi, da bi potem iskali tam, kamor naj jo ni peljal. Ampak resnica je, da to zame ničesar ne spremeni. Ne vrne mi moje hčerke, ne prinese mi olajšanja. To samo pomeni, da bo odgovarjal za svoja dejanja, ampak moje življenje je še vedno enako, še vedno je ni. V redu, torej kmalu čez nekaj minut sledi še več tega zelo čustvenega intervjuja. Ampak preden sploh pridemo do tega, da postavimo stvari v kontekst, želim govoriti o enem najbolj nepričakovanih delov sojenja. Zarius Hildebrand, obtoženec, se je odločil, da bo pričal v svojo obrambo. To je vedno možnost obtoženca. Obtoženec se sam odloči, ali bo to storil ali ne. To je bila odločitev, ki ga je izpostavila ostrim navzkrižnim zaslišanjem tožilstva. Toda pri neposrednem zaslišanju, torej ko je Hildebrandov odvetnik postavljal vprašanja o njegovem zgodnjem življenju, rejniškem sistemu in njegovi zgodovini z alkoholom, je to povedal. Ko močno piješ, si rekel, da včasih imaš luknje v spominu. Se tega spomniš? Da, Ali pa se spomniš, da si se zbudil in nisi vedel, kaj se je zgodilo? da. Bi si kdaj ogledala posnetke sebe, kako počneš stvari, ki se jih ne spomniš? Občasno, ja. Ponovadi sem po noči, ko se nisem spomnil, kaj se je zgodilo, pregledal svoj telefon. In to je bil moj običaj ali rutina. Ko ste veliko pili, kaj se je poleg izgube spomina običajno zgodilo? Običajno sem našel nekje, kjer sem lahko spal. Ste med pitjem kdaj kaj prespali? Ja, ko se odločim, da se želim uleči, me praktično edina stvar, ki me lahko zbudi, sem jaz sam. Zbudil se bom, ko bom hotel. In obramba se je prav tako odzvala na to, kar je tožilstvo navedlo kot vzrok za smrtonosni prepir med Hildebrandom in njegovo ženo. Dejstvo, da jo je varal. Rada bi še malo več govorila o tvojem odnosu s Sorajo. Posebej bi rada govorila o dekletu z imenom Cheyenne. Oprosti, kdo je Cheyenne? Bila je ženska, s katero sem imel afero. Živela je v Kentuckyju. Kako si jo spoznala? Spoznala sva se, ko sem bil mlajši, preden sem šel v vojsko. Kako si komunicirala s Cheyenne? Komunicirava preko Snapchata. Kdaj si začela govoriti s Cheyennom na službenem Snapchatu? Sprva verjetno okoli leta 2020. Potem sva nekako prekinila stik in se ponovno povezala leta 2023. Kateri mesec? Sva se ponovno povezala? Da. Marek, April. Ko si bil poročen s Sorajo, kaj ne? Da, gospa. Stevie. Kdaj?
Ste se kdaj pogovarjali ali pa vas je Soraya kdaj soočila glede Cheyenne? Ne, So bila še kakšna druga dekleta poleg Cheyenne? Samo enkrat, ja. Ali te je Soraya kdaj soočila s sumom, da jo varaš? da. In kdaj je bilo to? To bi bilo okoli aprila ali maja 2023. Kako si lahko zapomniš ta datum? Kakav? Ja. Ponavadi uporabljam odhode na teren kot nekakšno časovno orientacijo za posamezna leta. In pred kratkim smo šli in se vrnili s terena. Kdaj ste bili nazadnje na terenu v letu 2023? Julija 2023. In pred terenskim usposabljanjem julija 2023, kdaj ste bili na terenu predtem? Februarja in marca 2023 bila je precej velika vojaška vaja. Koliko tednov je trajala? 5. Kje je bilo? Bilo je, rekel bom, Fairbanks, ker notranjosti ne poznam prav dobro. Ampak bilo je, spomnim se, da je moj telefon to lociral v North Pole. Si vzela telefon s seboj na trening? Imel sem ga pri sebi, ampak ko smo šli, temu pravimo iti v zaprto fazo usposabljanja. Telefoni so bili večinoma izklopljeni, ker je bilo okolje za trening zelo resno. In ali te je Soraya soočila s svojimi sumi o prevari po tvojem? Februarja in marca terensko usposabljanje v Fairbanksu? Ja. Kako je potekal ta pogovor? V bistvu je samo želela vedeti, kaj se dogaja in zakaj, ter običajne vprašanja, zakaj me varaš. Ali se počutiš krivo? Ja. Ampak rekla si, da si še naprej govorila s Cheyenne. Sem. Zakaj bi to naredila? Ker sem imel občutek, da bi bilo sumljivo, če bi kar naenkrat nehal odgovarjati. Zato sem poskušal vse skupaj počasi zaključiti. Tako je bilo z vidika Cheyenne manj sumljivo. Ali je Cheyenne vedela, da si poročen? Mislim, da ne. In Hildebrand je na pričevanju podal, bi rekel, osupljiva priznanja, vključno s tem, da je na svojem telefonu iskal pornografijo ali obiskoval te spletne strani, potem ko je našel svojo ženo. Rada bi se pogovorila z vami o nekaterih stvareh, ki smo jih slišali na tem sojenju. Glede tega, kaj ste počeli na svojem telefonu? Da, gospa. Ste v tem času kdajkoli na svojem telefonu gledali pornografijo? Da, gospa. Zakaj ste to počeli takrat? Jazz sem poskušal najti tolažbo v stvareh, ki so mi jo prej nudile. In je bila pornografija nekaj, v čemer si v preteklosti našla tolažbo? Da, gospa. Je bil alkohol nekaj, v čemer si v preteklosti našla tolažbo? Da, gospa. Si v tem obdobju pila alkohol? Da, gospa. Zakaj si pila? Preprosto nisem želela biti trezna. Ja, Hildebrand je natančno opisal, kaj pravi, da je naredil, potem ko se je domnevno zbudil in našel Sorayo mrtvo poleg sebe. Moj načrt je bil skriti truplo svoje žene in nato očistiti kri z vzmetnice in okolice. Torej bom pristopila z dokazom tožilstva številka 36. Ali prepoznate stanje, v katerem so bili? Da, gospa. Kaj je to?
To je račun iz trgovine Fred Meyers za stvari, ki sem jih kupil. Kaj ste kupili? Vodikov peroksid, deodorant, pršilko in potem vatirane palčke. Zakaj ste kupili te stvari? Vodikov peroksid in pršilka sta bila za pomoč pri čiščenju okolice in vzmetnice, potem pa sem potreboval še deodorant in vatirane palčke. Kaj ti je šlo po glavi? Ob kateri uri dneva je bil ta nakup Zarjas? Zvečer, na začetku večera, ob 6:12, tako piše na računu. In kaj ti gre po glavi, ko greš v Fred Meyer po te stvari? Veliko stvari. Samo. Kot. Predvsem neko otopelost. Preprosto nisem vedel, kaj naj čutim. Čutil sem vse in vedel sem samo, da bo naslednji dan težak. Ker sem moral. Skriti truplo svoje žene in nato počistiti okolico v najini spalnici. In preprosto vedel sem, da ne bo lahko. V glavi sem vedel, da bo težko. Kam ste šli potem, ko ste bili v Fredu Meyerju? Mislim, da sem se vrnil v svoje stanovanje. In kaj ste potem naredili? Takrat sem začel iskati. Začel sem iskati, začel sem razmišljati o tem, kako bom premaknil telo svoje žene. Kaj ti gre po glavi? Spomnim se, da mi je bilo slabo. Spomnim se, da sem čutil krivdo, sram. Bilo je tako, kot sem rekel, povzročilo je toliko čustev, da so me vsa preprosto omrtvičila. Si se počutila osamljeno? Ja, imel sem občutek, kot da nimam ničesar, nikogar. Se spomniš, ali si šla kam potem, ko si se vrnila v stanovanje iz Fred Meyerja? Da, gospa, šel sem v Lowe's. Ta pristop stabilnosti države 266. Oprostite, ali prepoznate dokaz tožilstva 266? Da, gospa. Kaj je dokaz tožilstva 266? To je potrdilo. Za koš za smeti. Kaj? Prav. Črn dvokolesni koš za smeti s prostornino 96 galon. Kateri dan je bil ta nakup opravljen? Ob 18. 6. avgusta. Si ti to naredila? Si ti to kupila? Da, gospa, kupil sem smetnjak. In zakaj si kupila smetnjak? Da bi pomagal premakniti truplo svoje žene. Ali se še vedno počutite otopela v tem trenutku? Ne vem, če je otopelost prava beseda. Čustvena preobremenjenost bi bila boljši opis. In vi ste šli domov? Da, gospa. Potem, ko ste šli v Lowe's? Da, gospa. Kaj ste začeli delati? Jazz. Sem začel pospravljati svoje stanovanje. Tvoje stanovanje? Da, gospa. Kje ste začeli čistiti? Najprej okoli postelje.
In potem sem svojo ženo premaknil v smetnjak in takrat sem začel čistiti posteljo. Kako ste se počutili v tistem trenutku, Darius? Zdelo se mi je zelo nespoštljivo. Samo nespoštovanje in samo... Takrat sem začel biti malo jezen nase. Samo. Nespoštovanje, jeza in nato še več sramu, več izdaje. Toda potem pride navzkrižno zaslišanje. Med navzkrižnim zaslišanjem je tožilec Hildebranda dosegal, da je priznal nečesa zelo ključnega. Da pravzaprav ne ve zagotovo, ali je on tisti, ki je dejansko pritisnil na petelina ali ne. Pričali ste, da ste vzdrževali to podrobno izdelano laž o tem, da je vaša žena pogrešana. In ste vsem govorili, da je pogrešana, ker bi sicer ljudje pomislili na najhujše. Da, gospa. Kaj je najslabše? Situacija, v kateri sem zdaj. Kaj je najslabše? Da grem v zapor. Domnevali bi, da ste ubili svojo ženo. Da. In izpovedali ste, da potem, ko ste bili v oblasti zakona, se večera sploh ne spomnite. Da. V redu. Tista pištola je zelo glasna, ko streljaš z njo. Ponovite. Je ta pištola res tako glasna, ko streljaš z njo? Mislim, v primerjavi z običajno osebo, ja. V redu. Kaj mislite z običajno osebo? Za nekoga, ki ni streljal z artilerijo, recimo, da je zvok 9 mm pištole glasen, ampak... In ste šli spat poleg svoje žene? Ne morem ti zagotovo povedati, ker se ne spomnim. V redu. In niti ve pojma, kaj se je zgodilo do naslednjega jutra. Da, gospa. Kljub temu, da je sosed, veš, približno 24 metrov stran, slišal strel iz tega orožja. V katero smer greste? Soba videru. Kako veste, gospod, da vas ni soočila s tistimi sporočili na Instagramu in Snapchatu? In niste ji prislonili pištole na glavo ter ji rekli, da jo boste ubili? Kako veste, da niste pritisnili na sprožilec? Ne vem. Ne veste. Ne, gospa. Hočete, da porota verjame, da si je to naredila sama? Ugovor. Abolona. Ni odvisno od mene, v kaj porota verjame. V redu. Kljub temu, da je bila sicer srečna v vašem zakonu. Da. Da. In načrtovala je svojo prihodnost. Da. In tvojo prihodnost. Ja. In sem poskušala preživeti lep večer s tabo na tvoj rojstni dan in sem ti odpustila preteklo nezvestobo preko sporočil. Drži? Ja. V redu. Torej ne veš, da je nisi ubil. Lahko to vprašanje zastavite drugače? Ne veš, da je nisi ubil. Nisem prepričan, če sem na to odgovoril. Obstaja veliko stvari, ki smeš in ne smeš učiti. Samo zapleteno je. Ali veste, če ste pritisnili na sprožilec, gospod? Ne vem. V redu, ker se ne spomnite ničesar v zvezi z njeno smrtjo. Želim priti do jutra, ko se zbudite. V redu. Bili ste prepojeni s krvjo? Naj sem bil. V redu. Videli ste fotografije vzmetnice. Sem jih. In ležali ste v posteli z njo. Da, gospa. V redu. Niste poklicali na 911. Pravilno. Niste izvedli ukrepov za reševanje življenja. Ne, nisem jih. V redu. Niste stekli ven in prosili za pomoč? Ne. Niste poklicali njene mame? Niste poklicali njene najboljše prijateljice? Ne. Niste poklicali njene nadrejene? Ne. Začeli ste načrtovati, kako se zaščititi. Jaz tega ne bi tako povedal, ampak... Začeli ste načrtovati, kako se znebiti njenega trupla.
Začel sem načrtovati, kaj bom naredil naslednje. Porota 12 ljudi je imela nalogo ugotoviti, ali je Zarius Hildebrand kriv ali ni kriv. Soočal se je s 4 obtožbami, 2 točkama zaradi poseganja v dokaze, 1 točko umora 1. stopnje in milejšo obtožbo za umor 2. stopnje. In po približno 10 urah posvetovanja je porota sprejela svojo odločitev. Gospod Hill, Rjavi, prosim, vstanite. V zadevi Zvezne države Aljaska proti Zariusu Hildebrandu porota ugotavlja, da je obtoženi Zarius Hildebrand ni kriv za umor 1. stopnje, kot je navedeno v 1. točki obtožnice. Mi, porota, ugotavljamo, da je obtoženi Zarius Hildebrand kriv za milejše kaznivo dejanje umora 2. stopnje, kot je navedeno v 1. točki obtožnice. Mi, porota, ugotavljamo, da je obtoženi Zarius Hildebrand kriv za umor 2. stopnje, kot je navedeno v 2. točki obtožnice. Mi, porota, ugotavljamo, da je obtoženi Zarius Hildebrand kriv zaradi poseganja v fizične dokaze, kot je navedeno v 3. točki obtožnice. Mi, porota, ugotavljamo, da je obtoženi Zarius Hildebrand kriv zaradi poseganja v fizične dokaze, kot je navedeno v 4. točki obtožnice. Hildebrand ni kazal posebne reakcije, ko je sodnik prebral razsodbo. Samo stal je tam in hitro mežigal. Izrek kazni je zdaj določen za 23. oktober po zakonodaji Aljaske, pa mu grozi kazen od 15 do 99 let zapora. Kot sem že rekel, sem imel ponovno priložnost se pogovoriti z Meredith, Soradžino mamo. In to je bil resnično razsvetljujoč intervju iz več različnih razlogov, saj je govorila o različnih vidikih tega primera. In še več o tem. Govorila je o svoji hčerki in o izgubi za skupnost, zase, za prijatelje, za družino. To je bil res zelo pomemben pogovor. Poglejte si. Meredith, najlepša hvala, da ste prišli. Vesel sem, da sem vas spoznal. Iskreno mi je žal za vašo izgubo in za vse, kar vi in vaša družina preživljate in še vedno doživljate. In vem, da je to zelo boleče, ker se pogovarjava prav zdaj, takoj po razsodbi. Rad bi začel prav tam. Kakšen je vaš odziv na to? Mislim, da je to približno tako, kot sem pričakovala. Mislim, da je umor 1. stopnje težko dokazati v takšnem primeru. Tako da sem nekako pričakovala, da bomo glede na dokaze dobili obtožbo za umor 2. stopnje. Ampak v resnici to zame ničesar ne spremeni, kaj ne? To mi ne bo vrnilo moje hčerke. Ne prinese mi olajšanja. To samo pomeni, da bo odgovarjal za svoja dejanja. Ampak moje življenje je še vedno enako. Še vedno je ni. Ali je bil trenutek med sojenjem, ko ste bili zaskrbljeni, da bi porota lahko stopila na stran obrambe? Mislim, pričal je. Ali je bil trenutek, ko ste bili zaskrbljeni, da ga morda ne bodo spoznali za krivega? Seveda, ker nikoli ne veš. Je v rokah drugih ljudi. In potreben je le en človek, da porota ne doseže soglasja. Torej ja, ta strah je bil ves čas prisoten. Kaj ste mislili o tem, da je pričal in rekel, veste, priznal je, da ni bil odgovoren za smrt Soraje. Ne spomni se, kaj se je zgodilo. In hkrati je priznal, da je sodeloval pri odstranitvi. To je bilo izjemno težko poslušati, šokantno, milo rečeno. Kaj ste mislili o tem, kar je povedal? Mislim, da se mi je zdelo smiselno, da je pričal. Mislim, da je bila to njegova edina možnost, da ima kakršnokoli upanje, ker je proti njemu preveč dokazov, ki potrjujejo, kaj je storil njenemu telesu. Tako da mislim, da je bila to res njegova edina priložnost. Če prevzamem odgovornost za to, kar vedo, da sem naredil, potem bodo morda videli, da sem. Ne vem. Imela sem občutek, da je bila to njegova edina izbira. Mislim, da je moral pričati, da bi se poskušal rešiti obtožb za umor. Koga poslušate govoriti? Ali izgleda, ali se obnaša, ali se zdi kot oseba, ki ste jo poznali? Ali pa se zdi kot popolnoma drugačen človek? Popolnoma drugačen človek. Ko sem ga prvič spoznala, decembra, preden jo je ubil, je bil veliko bolj igriv, bolj zabaven. In ko je pričal, je bil zelo hladen in preračunljiv. To me je spomnilo na tisti prvi klic, ko me je poklical in mi povedal, da je pogrešana. Bil je zelo hladen, preračunljiv, toliko, kot da je bilo njegovo pričevanje zelo naučeno. In občutek je bil zelo podoben temu, kot da ničesar ni bilo tam. Delovalo je naučeno. Si vzpostavil očesni stik z njim?
Te je sploh pogledal? Absolutno ne. Um, sem pa opazila, da me je občasno pogledal s strani, ampak ne neposredno v obraz, ne. Kako je iti skozi kaj takega? Kako je iti skozi takšno sojenje in poslušati tako izjemno težko pričevanje o tem, kaj se je zgodilo vaši hčerki? Vse od, veste, zdravniškega poročila do prič in njegovega pričanja. Predstavljam si, da je to povsem drugačna raven čustev. Če lahko delite, kakšen je ta občutek? Mislim, da sploh ne obstajajo besede, ki bi to lahko opisale. Bila je tako nadrealna izkušnja. Mislim, da je bilo vse to od začetka tako. In zagotovo so trenutki, ko te zadene in si misliš, moj bog, ali je to res moje življenje zdaj? Se to res dogaja meni? Ali pa imaš občutek, kot da si dejansko v televizijski oddaji. Tukaj imaš te sodne izvedence, ki so tako pametne in tako zgovorne. In to sem videla že 100-krat v televizijski oddaji, kaj ne? In zato se sprašuješ, ali je to resnično življenje, se to res dogaja. Tako da so bili zagotovo trenutki odtujenosti in odklopa skozi ves proces, da sem lahko ohranila sposobnost vztrajati v tej situaciji. Ampak bila je tudi lepa plat tega, ko sem lahko slišala ljudi govoriti o moji hčerki in ko so delili svoje izkušnje z njo, mi bo to vedno zelo posebno. Tako da kot neka lepota znotraj nočne more, ampak bilo je nadrealistično, bilo je težko. Ne vem, če bi lahko zdržala še en dan življenja v tej negotovosti in na tem čustvenem vrtiljaku, ter skušati vse to zdržati, ampak težko je. Kakšni so bili odzivi, ki jih prejemaš? Mislim, slišiš toliko ljudi tako ljubeče govorijo o Soraji. Ali je skupnost stopila skupaj, da bi te podprla? So prijatelji, družina prišli, da bi te podprli? Kakšno oporo si imel okoli sebe? In veš, slišiš ljudi, ki tako ljubeče govorijo o tvoji hčerki, ki veš, že samo ko sem bral o njej, se je zdela res izjemna oseba. Si bil presenečen, ko si izvedel kaj novega o njej? Si prejel veliko podpore? Kako je bilo to? Imela sem veliko podpore. Imela sem srečo, da sta prišli sem dve moji zelo tesni prijateljici. Moji starši so bili tukaj, moji bratje in sestre so bili tukaj. Moj sin je bil ves čas z mano. Preskočil je dneve, ko so prikazovali slike. Ampak toliko ljudi se je oglasilo, tudi ljudje, ki jih sploh ne poznam. Mislim, že od začetka, odkar se je vse začelo, je bilo toliko podpore in toliko ljudi, ki so stopili skupaj zame in mojo družino. To je super, to je super. Kakšna je bila Soraja? Veste, včasih se to v takih primerih izgubi. Toliko se govori o sojenju, dokazih, zagovorih in argumentih, izgubi se, kdo je bila oseba, ki nam je bila odvzeta. Kakšna je bila? Kaj želite, da ljudje vedo o Soraji? Mislim, bila je čudovita, bila je zelo zabavna, bila je zelo empatična in sočutna. In ona, mislim, bila je res zelo ambiciozna. Resnično si je želela nekaj doseči v življenju. Bila je zelo povezana z našo družino. Res je bila. Bila sem tako ponosna na njo. Ni imela najlažjega življenja, pa je bila vseeno tako srečna. Vedno pripravljena pomagati komu. Vedno se je smejala, vedno je poskušala poskrbeti za dobro vzdušje. Če si preživljal čas s Raji, si vedel, da se boš imel lepo. Zdela se je kot neverjetno dobra oseba. Ne samo zabavna, kot si rekel, ampak tudi zelo ambiciozna. Kakšen je bil tvoj odnos z njo? Bili sva res zelo povezani. Z njo sem bila noseča, ko sem bila stara 17 let in zato sva resnično skoraj sva odraščali skupaj. Tako da sva imeli res tesno povezavo. Bila je tako podobna meni. In to me je hkrati strašilo in osrečevalo. Se spomniš zadnjega pogovora, ki si ga imel z njo? Ja, govorila sem z njo tisto noč, ko so šli ven za njegov rojstni dan. In samo pogovarjali sva se o... Povedala mi je, da je bila navdušena. Ona takoj bila osredotočena na to, da dobi tisto polico za kumarice. Veliko sva se pogovarjali o tem in bila res navdušeni, ker sva govorili o stvarih, ki jih je želela narediti, ker sva bili. 2 tedne kasneje sva bili dogovorjeni, da greva na Aljasko za moj rojstni dan in preživiva teden skupaj.
Veliko sva se pogovarjali o tem, kaj bova počeli, v katere restavracije naj jo želi peljati. Bilo je toliko navdušenja. Ko sem nazadnje govorila z njo, je bila tako navdušena, toliko stvari se je veselila. Bilo je, veš, kot običajen pogovor z njo, ampak sva bili navdušeni. Ali je kdaj v tistem času rekla kaj o tem, da so med njo in Zariusom težave? Mislim, kaj takega? Edina stvar, ki jo vem, je, da mi je enkrat zaupala nekaj, kar se je zgodilo v njegovi družini, in zaradi tega je bil zelo jezen nanjo. Ampak rekla mi je, da sta se o tem pogovorila in razčistila. Ampak to je bila res edina stvar, o kateri je govorila z mano. Kaj pa ta ideja, da naj bi imel afero? Ali je bil kdaj tak sum? Ne, tega mi ni nikoli povedala, ker ve, da bi imela glede tega močna čustva. Seveda, razumljivo. Tako da z moje strani me to osebno ne preseneča. Impact. O tem z mano nikoli ni govorila, kar popolnoma razumem. Ko pravite, da vas to ni presenetilo, kaj mislite s tem? Ste opazili kakšne opozorilne znake, ki ste jih morda sporočili njej? Ne, nisem ji tega povedala. Sem bolj takšna. Sem terapevtka. Ena od stvari, s katerimi se ukvarjam, so problematična spolna vedenja. In mislim, da ko se poročiš tako mlad, s takšno preteklostjo in takšnimi težavami z navezanostjo, bodo tam zagotovo rane v navezanosti. Mislim, da so take stvari povsem pričakovane. Meni to iz kliničnega vidika ni presenetljivo. Ali ima to smisel? Ne, ima popoln smisel. Ali si imel v pogovorih z njim, preden se je vse to zgodilo, kdaj občutek, da je rekel kaj takega, kar te je ustavilo? Da si pomislil, da je to čudna izjava, da pokaže drugo plat njega? Se kdaj ozreš nazaj in pogledaš na tiste pogovore? Iskreno nisem imela veliko pogovorov. Večina mojih stikov je bila samo s Sorajo. Res sem iskala. Preživeli smo nekaj dni z njim za Božič. In potem, veš, smo imeli tisti izlet za en teden, kjer naj bi bilo tako. Iskreno, hotela sem preveriti, kako je z njo in kako se počuti, ker je bila tako mlada, ko se je poročila. Ampak tudi zato, da bi ga malo bolj spoznala, ker sem z njo govorila vsak dan. Z njim pa zagotovo nisem govorila vsak dan. Če se vrnem na začetek, ko sem prvič pokrival ta primer in sem bral o tem, veste, zame so izstopali predvsem pogovori, ki si jih imel z njim potem, ko je, veš, bilo je zelo, zelo zame. In rad bi, da to malo bolj razložiš. Bilo je nekaj čudnega v njegovem vedenju, v načinu, kako se je obnašal. In ko zdaj pogledaš nazaj, si misliš, da je po Sorajinem izginotju samo igral vlogo, kaj ne? Mislim, ali nam lahko poveš kaj več o tem, kakšni so bili te pogovori? Ko pogledaš nazaj, si rekel, da je bilo zelo hladno, preračunljivo. Kaj je počel? Kaj je govoril? Bolj je bilo tako, kot da je bil nor. Ko sem prejela tisti prvi telefonski klic, sem ga zaključila in dobesedno pogledala svojega takratnega moža ter rekla, on jo je ubil. Takoj sem vedela. To si rekla? Torej, ni šlo za to, kaj je govoril. Ja, bil je zelo robotski in ni odstopal od svoje zgodbe, ampak šlo je bolj za to, česar ni povedal in kako se ni pojavil. Naprimer, ni nas srečal na policijski postaji, moral bi obešati letake. Nikoli se ni pojavil. Večkrat bi se morali srečati z njim, pa se je izmikal ali pa je imel izgovor. V nekem trenutku, ko sva s sestro rekli, da greva iskat v gozd, in on je rekel, ne pojdita brez mene, naj vzamem svojo pištolo, preden gremo. In midve sva rekli, ne, hvala, bova v redu, ne potrebujeva, da greš z nama s pištolo, prav? Ker sem že imela ta sum v sebi. In tako. Vse, kar sva počeli, je izhajalo iz tega vidika in veš, tudi ostati moram njegova prijateljica, kaj ne. Tako da je bila to verjetno najtežja stvar. Morala sem poskušati ostati ob njem, da bi se počutil podprtega, če bi kaj ušlo.
In poskušala sem biti vključena ter mu nuditi podporo. Že prav mu nisem verjela niti ene stvari, ki jo je rekel. Zato sva ga s sestro, ko sva šli z njim na iskalno akcijo, na neki točki pustili, da naj vodi, da bi potem iskali tam, kamor naj ni peljal. To je zelo zanimivo. In samo da bo jasno, ali si mu nisi želela dovoliti, da vzame pištolo, ker si bila zaskrbljena za svojo varnost, da bi lahko kaj naredil? STO. Odstotkov. Torej, ko so ga aretirali, te to sploh ni presenetilo. Ne, sploh ne. Kako je bilo sodelovati s policijo in komunicirati s tožilci skozi vse to? Pravzaprav so bili res odlični. Mislim, nisem ravno potrpežljiva oseba. Vsekakor sem se skozi ta proces naučila potrpežljivosti, ampak veste, detektiv Clark je bil neverjeten. Bil je neverjeten že od začetka. Detektiv Albi je bil, oba sta bila res odlična in potem Brittany Dunlop in Kayla obe sta bili ves čas čudoviti. Mislim, slišala sem njihovo strast in način, kako so govorili. In imam milijon vprašanj ves čas in želim biti del vsega. In niti enkrat ni bilo videti, da bi jih motila jaz ali moja želja po zbiranju podatkov in informacij. In bilo je super, hkrati pa tudi frustrirajoče, ker je bil postopek tako dolg. In mislim, da je kazensko-pravni sistem nasploh lahko frustrirajoč proces. Ampak tudi stotno, bili so bili. Bili so odlični, bilo je dobro. Če bi mu lahko nekaj vprašal, če bi želel, in bi bil pri tem iskren, če bi mu lahko nekaj vprašal in poskušal dobiti odgovor na nekaj, kar te zanima, kaj bi ga vprašal, če bi imel priložnost? In če bi bil pri tem res iskren in odprt? Ne bi ga vprašala ničesar. Nočem slišati ničesar, kar ima zapovedati. Poslušajte, to je izjemno žalosten primer. Zelo mi je žal za vse, kar preživljate vi, vaša družina, skupnost in vaši prijatelji. Vem, da ni lahko govoriti o tem, ampak ste izjemno močni. Zelo sem vesel, da sem imel priložnost govoriti z vami in izvedeti nekaj več o Saraji. Da tudi naše občinstvo izve nekaj več o Saraji, ker se to včasih izgubi. Želim vam vse najboljše in mislim na vas, ko vstopate v to novo poglavje. Vem, da ste rekli, da se s tem pravni postopek konča. To je oblika odgovornosti. To vam hčerke ne bo vrnilo. Ampak res vam želim vse najboljše in res cenim, da ste prišli in govorili o tem. Seveda, hvala vam. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebarju, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-evem Peacocku. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, v moji oddaji Jesse Weber Live na News Nation od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.